Gotovo je že vsak izmed nas kdaj slišal za pojem globalno segrevanje. Danes je verjetno res že težko najti koga, ki je še vedno prepričan, da gre zgolj za teorijo zarote, in počasi smo se že začeli zavedati, da se problem ne bo rešil sam od sebe. Evropska unija se je zato s podpisom Evropskega zelenega dogovora zavezala, da bo do leta 2050 popolnoma prestrukturirala svoj energetski sektor in opustila fosilna goriva ter tako postala popolnoma brezogljična družba. Prehod v brezogljično družbo pa je neposredno povezan z iskanjem čistih virov energije. Eno najboljših alternativ predstavlja vodikova ekonomija, kjer bi kot gorivo uporabljali vodik. Zakaj pa je prav vodik tako atraktiven? Zato, ker ga lahko z zelo dobrim izkoristkom pretvarjamo v električno energijo, pri tem pa je produkt reakcije le voda. Kako pa vodik pretvarjamo v električno energijo? Vodik v elektriko pretvorimo v gorivni celici. To je naprava, v kateri uporabimo vodik kot gorivo in ga oksidiramo s kisikom. Pri tem pa dobimo vodo in elektriko, ki jo lahko uporabimo za napajanje različitih naprav. Če med sabo povežemo zadost gorivnih celic, lahko proizvedemo zadost električne energije. Težava pa je v tem, da se danes največ vodika proizvede iz fosilnih goriv. Obstaja še kakšen način, kako lahko vodik proizvedemo brez škodljivih emisij? Seveda, vodik lahko proizvedemo tudi iz vode, in sicer v obratnem procesu kot v gorivni celici, pri katerem pa elektrike ne proizvajamo, ampak jo shranjujemo. Kot vir sta idealni sončna in vetrna energija, ki jo lahko takrat, ko jo proizvedemo preveč, s pomočjo elektrolizerja shranimo v obliki vodika. Reakcije, ki potekajo v elektrolizerju in gorivnih celicah, pa ne potekajo same od sebe. Zato potrebujemo še dober katalizator. To je snov, ki pospeši kemijsko reakcijo, ne da bi se pri tem sama porabljala. S študijem elektrokatalizatorjev se ukvarjamo tudi v naši raziskovalni skupini na Kemijskem inštitutu. Kaj pa pravzaprav definira dober katalizator? Dober katalizator mora biti aktiven, stabilen in selektiven. Zaenkrat tem kriteriju ustrezajo le žlahtne kovine, kot sta platina in iridij, ki so izjemno redki in dragi. Naš cilj je zato poiskati način, kako ju čim bolje izrabiti. Ena izmed strategij je na primer uporaba nanodelcev, ki imajo izjemno veliko površino, na kateri potekajo reakcije. Kako pa lahko še izboljšamo katalizatorje? Dober katalizator bomo lahko razvili le z razumevanjem procesov, ki potekajo na njem. Platina in iridij, ki uporabljamo v gorivni celici in elektrolizerju, sta sicer trenutno najboljša katalizatorja, vendar pa vseeno nista popolnoma stabilna. Cilj našega projekta 1-2-3 Stable je zato razumevanje procesov, ki potekajo na katalizatorju in posredno vplivajo na njegovo stabilnost. Na ta način bomo poskušali najti strategijo, kako izboljšati katalizatorje in tako pomagali pri prehodu v brezogljično družbo.